Jaz sem treniral nogomet, ko sem bil v baletni šoli na Skrivaj. So mi rekli, da ne smem iti v balet, da je to brez veze. Nogomet pa neka prihodnost. Sem pa res, moja mama je gimnastičarka, ritmična gimnastičarka, bivša, tako da ona že od malega videla moje predispoziciji, nažalost. Bolj kot za nogomet, za balet, pa ne rekla pač, da ne bi igral v baletno šolo, boš videl celi svet. Če boš dober baletnik, boš po celem svetu gostovat, tako da to je za našo železno zavezo. Takrat je bilo res ena taka mini želja, da lahko vidim svet. Če pa mogoče ne bi bil plesalec, ne vem, kam bi prišel. Mi smo z vlakom šli nazaj v Romunijo in v Beograd, drugi dan zjutraj imamo v časopisih prebral, da je izbruhnila vojna v Sloveniji. In smo rekli, ok, pozabimo na Maribor, ampak tako kot vemo, čez poletje so se stvari pomirile in ja, sem tukaj od samega začetka. Ampak Jugoslavija predstavila za nekaj ekskluzivnega v smislu, mi smo bili takrat svobodna država, ne 91. leta, tako da smo potovali brez problemov po Jugoslaviji. Za vse ostale evropske države smo že vizume potrebovali, se pravi iz enega zapora, drugega, mislim, da smo imeli mesec dni svobode in takrat so pač po revoluciji šli tisti, ki so imeli nekaj denarja in tisti, ki so imeli sumljive namene v tujini in takoj so potem zaprli meje. 1998 ste dobili slovensko državljanstvo, pa me zanima, kakšna opravila ste morali opraviti, da ste postali Slovenci? Vsega ne bi zdaj izdajal, ne? Čim več. To sem prišla, sem v bistvu po 13. členu, tako da nisem rabil delati slovenskega izpita, kaj se verjetno sliši še zdaj. Ampak to ne moremo nič. Kot, kako se temo že reči, človek potrebni za državo, ali pa vrhunski športniki pa umetniki smo prednostno dobili to državljanstvo. Je pa spet je malo, ko sem deloval Petar Krajnc pri tem, zato ker sem jaz dosti hodil na tista evropska pa svetovna tekmovanja, ki sem prijemal neki nagrade pa odličja in nisem moral zastopati Slovenijo. To pa meni ni bilo prav. Če živim tu, pripravljam se tukaj, bi rad zastopal Slovenijo in tu smo dali prošnje, da bi lahko zastopal na naslednjem tekmovanju že Slovenijo, zato bi potreboval to državljanstvo, pa so mi kar v hitrem času, v bistvu prije pomoči, ne vem, poznanstva koga, so mi kar hitro prišel odgovor, pa sem postal slovenski državljan. In tako sem prinesel eno odličje v Sloveniji, tako da mogoče tu sem vse odkupil. Za nas, ko smo začeli s Tomažem delati 91. leta, se pravi, takoj po prihodu iz Romunije smo kot plesalci sodelovali v Carmen. Takoj smo videli, materialno priložnost, da malo izboljšujemo naše prihodke in čisto iskreno, 18 let sem bil takrat in sem rekel, ok, ta denar je super za stavo. Nam kot plesalci ni bilo pretežko in seveda smo uživali v tem. In potem je seveda božanska komedija, ampak nehote, seveda, tisto mlado telo in ti možgani so odprti kot gobe. To so vsrkali seveda občutke, izkušnje, mogoče nezavedno koliko bi jaz rekel sistematsko, da sem se jaz hotel unovčiti pri Tomažu. In ja, priložnost pa je bila neverjetna. Kar se tiče Sloveniji, recimo pa slovenskih plesalcev, jaz sem zelo vesel pa ponosen zdaj, da se slovenska šola končno se začela razvijati. Mislim, da govorim končno ne v žalitvenem smislu, ampak se je začela stremeti k nekemu evropskemu nivoju, kaj je zelo v bistvu pomembno. Jaz sem tudi zdaj ponosen na nekatere slovenski plesalce in mlade, ko prihajajo. Sem ponosen na bodoči generaciji.